obiskovalci, v imenu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj na vodeni razstavi Varski seveda gospoda Leopolda Methansa. V začetku februarja smo v čast slovenskemu kulturnemu prazniku postavili razstavo, ki smo jo nameravali pokazati širši publiki na medobčinski proslavi, vendar je proslava zaradi epidemioloških razmer bila prestavljena na april. Kljub temu pa smo se na zvezi in skladu odločili, da bomo v razstavi posneli kratek film, ki je dostopen na spletu in si ga lahko kadarkoli tudi pogledate. Strokovno besedo o razstavi je podal profesor likovne umetnosti gospod Alen Krajnc. Gospa Anita Kirbiš je v marčevski večerovi prilogi Štajerc napisala članek o delu in življenju našega avtorja. Gospod Leopold se je znašel celo na naslovnici. Izvod Štajerca vidite tam na mizi, lahko ga tudi pogledate. Seveda več kot zasluženo. Lahko smo ponosni, da imamo na našem območju umetnika, ki ustvarja umetnine, s katerimi piše zgodbe in zgodovino. Gospod Leopold je razstavi nadel ime Zarjavela nostalgija. O tem, kako so dela nastala, kako jih vidi on, pa nam bo povedal sam. Tako, ravno to ostanem, ne? Evo, hvala za obisk. Zelo sem bil vesel, da sem lahko tu, bi rekel, v domačem kraju, če tako vzemamo v domačem tem okolju, to razstavo postavil. Tako je omenjeno, je pač razstava, bi rekel, nekak zbirka vseh teh let nazaj, okrog 9 let, 10 let, ko sem nekako začel delati, ko sem se malo začel pojavljati, kar nekaj skulptur na tej razstavi je pod narekovaj nagrajene, lahko rečem, nagrada je to, če se ti uvrstiš na eno boljšo razstavo, tako je, rečemo, državna razstava, ko sem se jih kar nekaj uvrstil, potem prek Zveze likovnih društev Slovenije, ko je razpisano projekt Zlata paleta, tam so prvi uspehi prišli za certifikati, potem Zlata, dve srebrne palete, pa kar nekaj priznam, tako da se eno dela na tak način bila nagrajena, tudi po različnih razstavah. Delam bolj, bi rekel, po tistem na neke teme, tako da v vseh teh skulpturah je neka zgodba noter, na neki razpis ali na nekaj takega, tako da se stalno pač tega držim, ne delam, bi rekel, na zalogo, če bi tako rekel, nimam toliko del, da bi rekel, ne vem kaj, dostikrat nekaj potem razrežem, naredim neko drugo stvar, ker nima smisla nekaj shranjevati. Tako da zdaj od nekaj, če še vam, kako sem rekel, glede na tiste teme, ko so bile razpisane, mogoče 2-3 skulpture povedal, tako da rečemo, ta Kuren gor je iz 200 let starih žeblov, skoraj vsi pač poznate tisto mojo staro hišo, ko smo tam prekrivali, sem žeblja hrana in potem sem seveda naredil tega kurenta z naslovom Dih pomladi in seveda je dobil srebrno paleto. Zdaj je ena od takih, to je zdaj, bi rekel, tista ta zadnja skoro, ali pa bi rekel, ne ta zadnja sej je več, v Rečici v Sloveniji je bil razpis na, se pravi, Jurčičevo leto, 10. brat, se pravi, sem naredil pač na nek način uprizoril Krjavla, ko Hodičana bo vseka, Krjavlov meč. Bi rekel, nekih takih stvari, zdaj ne bom toči če koga tam tudi, tam gor, ko rečemo na vrhi gor, zdaj enega imajo za Indijanca, razpis je bil sakralni objekti, je Kristusovo obličje, noter je Žeblov je bila Zlata paleta, to je ocenjeval Zoran Poznič, kar znan likovnik Slovenije, tako da tudi nekaj takih stvari je to noter. Malo tudi na neke aktualne teme, lansko leto sem naredil
tega, se pravi, barjanskega kolesarja. Ne, vemo, da so v Ljubljani protesti s kolesami potekali, umetniki jih vodijo, ne, v obliki tega rimskega voza. To sem se nekako zalomil res naše bogatstvo, Sizisov kubik. Vemo, da z lesom je skoraj Sizisovo delo, da dosti delaš, nič ne zaslužiš. Tako da bi še mogoče kako delo, ali pa tista najstarejša, ko je tam prvo noter, Apokalipsa. Se pravi, je stara skoraj 10 let, takrat če se niso, še beguncev nismo vedeli za begunce, nismo vedeli za to, kaj se zdaj dogaja, da svet, ampak je nekako prizorjen svet, ki je, bi rekel, eksplodiral, teče lava, teče nekaj in prežene ta narod celi. V takem smislu, zdaj pa, bi rekel, mogoče še kdo kako vprašanje, da ne bi jaz predolgi bil, da ima smisla, da se drugo, moram reči, zelo lepo je povedal Alen Krajnc, na tistem filmu, tako da je še mene presenetilo. Vse to not je tudi vse napisano. Tako, ne, tako da, ne bi, jaz bi še zdaj tak, seveda, moram se zahvaliti Sabrini, pa Nini je sploh za povabilo sem v pesnico, pa da so tako pristopili vse, da so res, da je to tako speljano, da je ena mojih boljših razstav, pa ta boljša moram reči, ker res so vsa dela noter, fajn prostor, izredno dober, za nekaj takega, mogoče tudi malo spremenba, malo staro železje v te nove objekte, to pa še, ne. Seveda sem rekel, da se moram zahvaliti, bi se v prvi meri Sabrini zahvalil za to gostoljubno, z enim malim darilom, ker je jutri materinski den, sem pač z enih par nadlov. Sabina, hvala lepa, še se priporočam, ne, tako da vsaka zahvala je pripočna, da naprej so čase rekli, ne, Dina. Res, hvala lepa, ona se je zelo trudila okoli vas. Dosti krat mi rekla, ni tak, da fajn je, da imamo takega človeka tu, ne. Seveda, gospodi kamermani, ko je tak film naredil, bi se moram, hvala lepa, posebna pohvala, moram reči, če ste videli v Štajerci, pa da tako, da sem bil prvič na naslovni strani, seveda naši učnja vidi, ne? Ne bo zamela, ker je mišljeno, da je tega taka in uporna, to mora biti, ne? Anita, res hvala lepa, sem vesel, da... Mi smo veseli, da si prinesel in združil tukaj, da se združuje staro in novo, neko Ameriko, ki se sam pripravljal, nam je dala eno posebno novo. Veseli. Še mogoče bo vas malo presenetil, ker bom še zdaj naredil še nekomu bom se zahvalil bom se za prvo razstavo samostojno, kaj sem imel. Imel sem jo v Radencah in to je bila prva moja razstava, ko spet sem naletel na eno tako tečno žensko, ko je rekla, to moreš. Z nami je dnes Tatjana Mijatovič, slikarka s Pomorja, zelo uspešna Tatjana. Ja, ga mi ne storijo. Društvo Vrne Radgona, ona je bila tam dolgoletna predsednica, zelo delovna, zelo prodorna in tako, Tatjana, hvala lepa. Hvala za vest. Jaz sem zelo počaščena, ker Polde že tako dolgo leta zdaj, odkaj se mi poznamo, da je druga razstava v tvoji hiši,
v bistvu on pa njegova družina smo precej tesno povezani. Zadnje cajte sicer malo manj, ampak to nič ne pomeni, ker sem jaz pač z delovanjem v likovnem društvu Gornja Radgona zaključila. Ampak tisti ta pravi še se vedno najdemo, ne. Moram reči, da sem Poldeta pač na nek način, bom rekla, odkrila, pa prisilila v razstavljanje, ker se je branil. Nekako jaz, ko sem prvič videla njegove skulpture, sem si mislila, pa tega človeka moramo pa povabiti v naše društvo in moram reči, da sem ga kar en čas vabila. Nekako ni hotel iti, nekako me je manjkalo malo samozavesti, se mi zdi, ne. Te bolj je prišel, ne. Te pa je začel delati, te pa nam je vse nagrade odnesel. Kak je bil natečaj, smo vedeli pol, da bo to dobo, ne. Sploh, ampak ni to najbolj pomembno, pomembno je to, da on zelo rad dela in ker rad dela tudi take krasne in dobre stvari in seveda, da njegova familija podpira, to pa vsekako ne. Pol da čestitam ti, ne, pa ostani takšen, pa še boljši si lahko. Tako da, zdaj vidite primer, če hočeš, da te nekaj samo rdeče ženske povzela, pa da kar porimejo naprej, da so pa vse ženske zaslužne, pa da je jutro ženski dan, bom pa rekel tak, smo pa še za vse en nagrček. To za zaključek, en nagrček, potem pa mu se čisto tak, seveda, moram, seveda, žene svoje, Jaz mislim, da boš predvsem tegi, ne? Brez nje dosti krat ne bi bilo, ne, zelo malo govori, samo 40 besede več kot jaz, na minuto. Zdaj pa, tu imamo eno testo, ki se mora nekaj drugega narediti, kaj je Anita Nina, ker ostani nas to vleče, tisti prestiž, pa tisti čim biti boljši, ne. Zdaj pa, vsi moški imate ženske doma. Vzemite nagrček, pa neste doma pa Ja, bravo! Da je bolj da podaril. Komplimente v polne, ampak tako se je vedno. Ja, gledajte. Še enkrat sem skupaj, hvala lepa, zdaj pa bomo odprli razstavo, seveda naše Anice, ne? Ona pa ima kiblar. Tako da bomo zdaj to odkrili, kozarce si naredimo, enega spijemo, pa vsak se nekaj vzeme, potem pa imamo cajt. Tako da zdaj tiste, jaz mislim, da lahko tudi uradno zaključimo, pa bi rekel, začnemo tam, pa razgovarjati. Najlepša hvala. Nekateri bi se radi še kaj več vedeli o delih, se bomo, ne? Zdaj pa res najlepša hvala za pogostitev, brez tebe, kot predstavljal, tako da naredimo fino, zdravimo. Bolje, upam, da še dokaj krat. Ne prevečkrat.